Lepo pozdravljeni, hvala, da ste se odzvali na ponovno srečanje. Kot vidite, že 21. po vrsti, sicer pa letošnje drugo srečanje. In pričenjam naša srečevanja v ciklusu Razumeti in poslušati glasbo, oziroma misliti in poslušati glasbo. Kot rečeno, tole srečanje je namenjeno videnju in slišanju in premišljevanju o tem, kaj je pravzaprav v glasbi minimalizem. To je eden od prvih izmov, s katerimi se bomo letos srečevali. Zdaj, ko se v umetnosti omenja različne oblike tehle izmov, največkrat mnogi ljudje pomislijo seveda, da gre za kakšne sodobne žanre, seveda največkrat 20. stoletja, in da to pač vsebuje v sebi te neke posebnosti teh različnih izmov. Ko se je v poznih 50. letih dejansko prejšnjega stoletja in v 60. začelo gibanje minimalizma ali pa minimalistično gibanje v umetnosti, so minimalisti, ki so se s tem pričeli ukvarjati, dali jasno vedeti, da to ni nikakršni izum 20. stoletja, ampak da želijo samo v umetnosti sami izpostaviti nek element, oziroma enega od elementov, ki se jim zdi, da je za umetnost samo zelo pomemben. Zato sem ga tudi jaz zbral za neko takšno uvodno prvo letošnje srečanje z umetniškimi izmi. Zdaj, minimalizem lahko srečamo od slikarstva, kiparstva, literature, tudi gledališke umetnosti, filmske umetnosti, dejansko vse posod. Že sama beseda nam pove, da gre za umetniško smer ali pa gibanje, razmišljanje o tem, kaj je možno narediti z najmanjšimi sredstvi, z nekimi najmanjšimi elementi. Seveda, najmanjši element poiskati, boste rekli, vse to pa ni noben problem. V glasbi je to ena nota, v slikarstvu, ne vem, je to ena pikca, ali kakoli, že. Lahko se s tem strinjamo do tega prvega trenutka in rečemo, to je nek najmanjši element. Ampak zelo hitro pa lahko ugotovimo, da tudi, če vzamemo en najmanjši element, s tem še nismo nič naredili, razen vzeli en element. S tem še nismo naredili nobenega umetniškega dela. Ne slike, ne kipa, ne glasbe, ne besedila, to spravi ne gledališke predstave, ne ničesar. Smo samo nek element vzeli. Problem je, namreč, kako iz enega elementa ali pa z najmanjšimi sredstvi narediti nekaj, kar ima neko, rečemo temu, umetniško vrednost. To je problem. Seveda imamo, tako kot v vseh umetniških obdobjih, tudi v obdobju minimalizma, imamo neke ekstreme. Imamo neke ekstreme, ki so poskušali pač pripeljati umetnost do skrajnih mej. Pa tudi včasih lahko se strinjamo, da tudi preko. Ampak tiste skrajne meje so pač bile tiste, ki se reče, ampak to pa res od tu dalje pa več ne gre, pa tu dalje več ne gre. Že ko je Cage napisal, to smo poslušali, skladbo Polno tišine, smo lahko rekli, ampak to je pa zdaj skrajna meja. Zdaj, kaj bi še lahko bilo namesto tistih, če se spomnite, 4 minute 33 sekund tišine za klavir, kaj bi še lahko bila, ne vem, simfonija, pol ure tišine, pa opera, ki je ura pa pol tišine, ali kaj. Mislim, dejansko je to samo isto z enakim, ampak Cage je že povedal, kaj je imel za povedati s tišino. Torej, če rečemo, da je to ena stran, ampak tišina v glasbi je ravno tako element, je ravno tako pristen element, kot je zvok. Če se, recimo, glasbo na ta dva elementa razdeli in dejansko se jo razdeli na ta dva elementa, potem ugotovimo, da obstaja samo nič pa ena. Obstaja samo ton ali pa zvok, pa odsotnost zvoka, nič drugega. In med tema dvema je zdaj potrebno
je potrebno iskati neko umetniško ravnovesje. Seveda minimalisti v osnovi se niso zadovoljili s tem, da so rekli, aha, na eni strani je tišina, na drugi pa zvok, ampak so rekli, tudi če je tišina, tako kot je John Cage naredil teh 33 tišine, ne, mora imeti tudi ta, recimo, umetniška simfonija ali pa karkoli, ne, mora imeti neko poanto, mora imeti nekaj v sebi, ne zgolj to, da smo pač 4 minute tiho, pol ure tiho ali pa 2 uri tiho, ne. Mora imeti neko poanto, nekaj v tem noter, ne. No, in seveda, za minimalnimi sredstvi je treba biti tako natančen, da imamo na drugi strani pa maksimalen presežek ali pa doprinos v tem, kaj pa vendar, ko uporabimo minimalne sredstva, vendar lahko zgradimo v smislu nekega umetniškega dejanja. Prve, recimo, če grem na literaturo, ne, prve minimalistične pesme so bile zgrajene pravzaprav iz besede dveh. Ne. Potem so pa šli tako daleč, da več sploh besed ni bilo, ampak da so bili zlogi. Potem so pa še ta zlog opustili, pa so šli samo na nek glas. Ne. Na nek glas. Zdaj citiram prvi del pesme, drugi del pa gre Ne. Lahko še refren ponovim, ne? Ampak hočem, dobro, saj karikiram, ne? Ampak dejansko vidite, da stvar ni toliko neumna, kajti mi v enem samem glasu lahko prepoznavamo cel kup nijans. Če jaz rečem a pa rečem a pa naredim to še vedno samo a, zapisan a, ne? Z vsemi dodatnimi znakci in ne vem čem še vse, ampak izustil ali pa izpustil iz sebe nisem drugega kot zvok, ki ga zapišemo lahko literarno kot črko a, ne? Vendar ste vi imeli ob tem, ne, ste imeli kar nekaj, rečemo, asociacij lahko, ne? Lahko sem kaj vprašal, lahko sem kaj potrdil, lahko sem si oddahnil, lahko, skratka, ne? Kaj šele, če uporabljam zraven še i, ne? Ne? Sem se kar začudil naenkrat, ne? Če dam pa oboje skupaj, pa rečem i, a, ne? Pa že dobimo, ja, ne? Mortadela. Hočem vam pokazati, kako dejansko minimalne sredstva lahko imajo na drugi strani maksimalne učinke. Torej, stvar ni tako, da bi človek rekel, bomo mi to nekako malo popreprostili, pa bomo se zdaj vsi adrli, pa bomo vsi pesniki, ne? Gre za to, da je potrebno stvar vseeno maksimalno premisliti, kaj pa s tem početi. Kaj nam to nudi? Kajti, umetniki so ugotovili, ko na eni strani umetniku odvzamete možnosti za uporabo barv, uporabo besed, tem bolj mora začeti razmišljati na drugi strani o svoji neki invenciji, kaj s tem početi. Ko imate vi občutek, da lahko vse počnete, ne, se boste vsedli v kot, pa boste rekli, zdaj pa sploh ne vem, kaj naj počnem. Imate vse možnosti. Če bom pa vam nekdo rekel, aha, odlično, ampak tega pa ne smete, pa boste rekli, hvala Bogu, vse pometam lahko, ne, ali pa vse se sam prav lahko. Naenkrat imate rešitev, naenkrat imate nekaj. Ko pa imate občutek vseh možnosti, pa sedite nekje pa rečete, zdaj pa sploh ne vem, kaj naj počnem. Vse lahko počnem, ne. In to je tudi vprašanje, to je tudi problematika pravzaprav današnjega časa. Ko ima, ne vem, človek občutek, da lahko vse kupi, da lahko vse doseže, v vsakem trenutku ima karkoli se zaželi, je problem v tem, ker si človek ničesar več ne želi. In ko si človek ničesar več ne želi, potem ni daleč do tablet, pa do štrika, pa do ne vem česa še vse. Ker želja pade. Ja, je tako, ne? In dosti krat, jaz se spomnim moje stare mame, tako vedno rad jo opevam, ne? Mi je znala dosti krat reči, ker sem bil tam 10, 12, 13 let star, mi je znala reči, joj, veš, v naših časih pa nismo imeli tega, pa nismo imeli onga, pa unga, in pol mi je to naštela, tako, kaj vse niso imeli, pa mi je znala reči, ampak smo se pa znali igrati. Smo pa bili zadovoljni, pa smo zunaj, ne vem, žogo nabijali, smo pa, ne?
Kakšna žona? Ja. Si ni bilo žone? Ne, vse so si jo naredili iz cun. Ne, iz cun so si jo naredili, ne? Ampak so pač ne žogo, ampak so tak stare cunje, not pa zašili skupaj, pa so tisto kikali, pa so se prav fino imeli, ne? O tem, ne, govorim. Danes pa greste lahko v trgovino, pa si kupite žoge, koliko barv hočete, pa ne kaže vse, pa je otroku daste, pa bo otrok sedel na tleh, pa bo tam se z računalnikom nekaj igral. Zato, ker mu je tisto pač v nekem trenutku bolj zanimiv, ne? Bog ne daj, da bi crknil računalnik, ne? Ja, ne, Bog ne daj, da elektrike zmanjka, ne? Bog ne daj, ker potem si današnja mladina, mislim, da tam od 5 pa do 25 let nima kaj početi, ne? Nima kaj početi, ne? Ampak res je to, jaz gledam moje študente, ne? Cel kup, mislim, včeraj sem poslušal eno oddajo o odvisnostih, ne? Ampak ti mladinci so, madonca, to je odvisno ali od telefona, ali od računalnika, ali od, ne vem, tistih svojih, ne vem, iPadov ali kaj. Prav, in to se seveda, ta odvisnost, ne, ta neka odvisnost, če zdaj rečem, ni minimalna, ne, to je maksimalna odvisnost, ne. Boste rekli, ja, pa se sam en majhen telefon, ne, se to je mini telefonček, ne, je maksimalna odvisnost od tega, zato ker je na drugi strani je To je problem, ne, zdaj, minimalizem, veste, je imel, lahko rečemo, tudi svoje zanimive stranske učinke, ne. Ljudje so poskušali v umetnostih, v različnih vrstah umetnosti, to spravi, ne samo v glasbeni umetnosti, dejansko pomanjšati ali pa zmanjšati možnosti za to, da so se lahko koncentrirali na eno samo črto, en sam zvok, en sam ton, eno samo linijo, en sam gib. Kaj ti, pogledajte, če jaz delam tu zdaj pred vami, še gibov, se čoham, maham z rokami, nogami, ne vem kaj še vse, boste to vzeli pač kot neko mojo alegorijo, mojega razgibavanja, ker tako jaz pred predavanjem ponavadi zelo aktivno telovadim. Če pa bom čist utihnil, pa bom recimo samo z roko, zelo počasi delal nek gib, ne? Boste vsi malo otrknili, pa boste čakali, kaj bom jaz. Takrat bom s to roko čist počasi šel vse, pa se počohal, ne? Boste rekli, to je bilo vse. Ja, ampak ja. Je pa minilo 2 minuti, ne? 2 minuti, ko sem bil plačan, ne? Se šalim, ampak hočem vam pokazati, da ta preskok iz nekega maksimalnega učinka, možnosti vseh stvari, do nekega minimalnega učinka uporabnosti drobnih in nepomembnih za nas skorajda minornih elementov, ima lahko maksimalne učinke pri poslušalcih, publiki, opazovalcih in tako dalje in tako dalje. Jaz imam včasih navado reči, pri kakšnih srečanih govornikov ob kakih rojstnih dnevih, pa ne vem kaj še vse, veste tisto, ko se poglažu poklofa, pa nekdo potegne ven tako 10 listov, pa reče, nekaj malega bi vam rad povedal, ne, pol se vam župa ohladi, ne, salata se greje, ne vem kaj še vse, ne, in potem on nekaj malega bo lahko povedal. Jaz takrat vedno rečem, to je ravno ta učinek, ne, ko človek želi povedati velike besede, uporabiti velike besede, ne, na koncu pa ostane samo veliko besed, ne. Ker se velike besede zgubijo, ne. V celem gozdu ne vidimo več drevesa, ker vidimo samo še gozd. Ne znamo pa opazovati enega lepega drevesa, lepih njegovih vej, mogoče, ne vem, ptice na tistem drevesu. Ne, mi moramo videti vse cel gozd, ne, cel 100 hektarjev, ne, zlobadarja. To je problem. In to je osnovni pristop minimalistov bil v bistvu po drugi svetovni vojni, ko so rekli, zdaj pa je too much, zdaj pa je že vsega preveč, zdaj pa je ampak od tega, ljubi moje, 60 let. Po 60 letih, če bomo mi rekli, zdaj pa je too much, bomo samo rekli še enkrat isto, kar so rekli že pred 50 leti, pa je bilo že takrat preveč. In minimalisti so seveda poskušali ukloniti, umakniti vse tisto, kar se mi je zdelo, da je preveč. Zdaj pa seveda nastane vprašanje, kaj pa je tisto, kar je preveč. Ne? Kako pa narediti selekcijo? Poiskati tisti element v umetnosti,
ki vam v nekem trenutku, težko rečem navdiha, ampak ideje, rečemo v nekem trenutku ideje, ponudi tisto rešitev, tisti dovolj, da lahko iz njega nekaj zgradite. Tisti dovolj. Ne? Če hočete narediti, ne vem, špinačo kuhano, ne, je najbolj pomembno, da imate špinačo, ne. Če imate zraven še malo vode, jo boste pa skuhali, ne. Ampak je to popolnoma dovolj. Po pa ja še malo posolite, ali pa ne, dobro, lahko tudi ne, po pa recept kuhane špinače vam pa da zraven še 35 drugih stvari, kaj lahko naredite. Če ste hoteli špinačo skuhati, pa skuhate špinačo, vse je dovolj, ne. Vse rabite samo en element, ne. In namreč, veste to, koliko je to dovolj, je vedno odvisno od ideje. Je vedno odvisno od ideje. Danes v umetnosti primanjkuje, večinoma primanjkuje ideje. Ker materijala je za nalopate potati. Tega je današnjo glasbo, današnje zvoke lahko delate, mislim, s čimerkoli hočete, s kuhalnico doma, mislim, z računalniki, ne vem, ni da ni, ne. Spravi, vse možnosti današnja glasba vse požre. Čisto vse. Vse zvoke, ki jih sploh si lahko mislite, požre in to vse se danes v neko kvazi umetnost noter zapakira že, ne. In potem iz tega delajo filozofijo, kaj je kdo mislil, pa zakaj ni mislil, pa tako. Ponovni pristop k minimalizmu bi pomenil zagotovo danes šok za 99,9% glasbenikov. Ponovn povratek k minimalizmu. Zakaj? Zato, ker je treba gojiti ideje. V ideji je problem, veste, v ideji, ne. Moja stara mama je vedno rekla, danes pa ne vem, kaj naj skuham, ne. Nimam ideje, kaj naj skuham, ne. Ne, da nimam kaj za skuhati, ne, nimam ideje, kaj naj skuham. Ne? In pol ugotovite, da tudi vam včasih zmanjka ideje, kaj bi skuhali. Ne? Čeprav greste pa v trgovino, pa imate polne štelaže, nimate pa ideje, kaj naj skuhate. Ne? Veste kaj, poglejte, sam hladilnik odprete, pa poglejte, kaj je not. Pa rečete, bom skuhal samo tisto, kar imam v hladilniku. Enkrat boste rekli, se da, sem imam to, pa če to dam skupaj, pa tisto ne. Nimam ideje, kaj naj skuham. Seveda ne. To je problem. Ok. No. Torej pravim, v novem ciklusu premišljevanja glasbe se bomo ukvarjali torej z izmi. To smo že povedali in tokrat se bomo srečali z elementarnim delom. Temu rečem elementarni del, namreč skoraj nedeljiv. Ne? Stari Grki so mislili, da je to atom, ne? Atom, ne? Kot nedeljiv delček. Ne? Ampak danes vemo, da je tudi atom že deljiv, ne? Da se tudi deli. Ampak, ne? In ko boste opazovali, če boste opazovali umetnosti vseh vrst, boste lahko opazili, da obstajajo elementarni deli v njih, ne? Ki se seveda lahko množijo, ki se, ne vem, ponavljajo, ki se oblikujejo, tako in tako in tako, ampak da obstajajo neki elementarni deli. Da v slikarstvu obstaja pravzaprav en elementarni del, ki se mu reče črta, linija. Seveda, ta linija je lahko ravna, zvita, okrogla, ni važno, dolga, kratka, rdeča, debela, kakršnakoli, ne? Ampak je linija. Kar pomeni, da bi lahko v osnovi, ne, če rečem slikarsko se izražamo, v osnovi bi ena slika lahko bila ena linija, druga linija pa druga slika, ne? Pa tretja linija pa tretja slika. Ne? Ampak vse, to so bili minimalisti, ki so na ta način razmišljali. Ne? To so bili slikari, ne? Pa boste rekli, ampak a je to potem sploh še slika, ne? Če en naredi eno linijo, pa reče, da je to slika. Ja, seveda je slika. Kot takšna, kot element je slika. Zdaj pa je potrebno pogledati, če sem prej rekel, idejo, poanto. Zakaj pa je samo ta ena linija in kako to linijo razumemo, sprejmemo, zakaj je tam linija, zakaj je samo en ton v glasbi itd. itd. Zato pravim, en sam element. Zato pravim, elementarni del, ki je hkrati tudi temelj za sestavljanje nekih večjih enot in to je minimalizem. Mi vsi smo sestavljeni pravzaprav iz atoma, ne? Pa pogledajte, koliko smo si različni. Ampak element je samo eden. In če bi mi pogledali atom, ne, je atom. In rečem, atom je tu noter, je v meni, je v vas, je tam, je tisto, je v luči. Mislim, vse posod je ta elementarni delček noter. Samo z zgradbo teh delčkov dobimo mi različne kombinacije. In to je pa seveda zdaj pa povratek iz teh različnih kombinacij v en minimalni delček in tistega opazovati je pa bila naloga minimalizma kot takšnega. No,
In poslušali in premislili bomo torej, kaj to pravzaprav pomeni v glasbeni umetnosti, kaj pomeni minimalni element v glasbeni umetnosti in pogledali bomo tudi, kako to razumejo druge umetnosti, seveda bom malo pokazal slikarstvo, in kaj je pravzaprav tisti najmanjši minimalni košček, da lahko nekaj ustvarjamo. Če sem prej rekel tisti A, ne, kot glas. Ne. To ni niti tako mimo, veste, ker glas je pesnikom, recimo, ne, literatom, če tako rečem, ne, literatom bil zelo pomemben in so rekli, da je najtežje, ne, je poezijo kot takšno je zapisovati. Zato, ker ne moreš zapisati z znaki, ne moreš zapisati vseh nijans, ki jih glas, ne, ki jih, torej, interpretacija tega zapisa seboj prinese. Ne moreš naznačiti vsega, tu pa bolj, ne vem, višje izgovori tisti A, ali pa nižje ga izgovori, ne reči A, ampak reči A, pa A. Ne? Tega se pravzaprav ne da zapisati, razen da zapišeš z nekimi glasbenimi simboli. Sem pa že v glasbeni umetnosti, ne? Že moramo uporabljati oblike, kako zapojemo tisto, recimo, ne? Se so pa pesniki so začeli uporabljati stare znake, stare grške znake, o katerih smo že lani govorili, tistele oblike glasbenega zapisa, navzgor, navzdol, kratko, dolgo in tako dalje. Ne? In veste, vse v literaturi se je cel kup teh stvari še ohranilo in del tega je tudi tako imenovana onomatopoija, kjer se zapisuje čiv, pa hav, pa kikiriki, pa tak dalje. Ne? Ampak mi pač rečemo hav, ne? Pa se oglaša hav, ampak da bi mi tisti hav ne prebrali kot hav, ampak bi zalajali, ne? Bi seveda skozi to dobila literatura kot takšna, bi dobila svojo zvočno poanto. Ne? In skozi to zvočno poanto se približujemo pravzaprav zvočni umetnosti, ne pisani umetnosti. Ampak, kakor hitro mi besedilo tudi beremo, že tak prestopimo mejo pisanega kot takšnega, prestopimo mejo in gremo v zvočni svet. Ne? Zvočni svet pa je svet druge umetnosti, ne pisane, ne samo literarne umetnosti. Je pa svet gledališča, kjer poslušamo glas, je pa svet pravzaprav glasbe, zvoka, je današnji svet, ne vem, zvočnih inštalacij, je svet, ne vem, skratka, da ne zaidem predaleč, je svet, ki ga poslušamo. Ni svet, ki ga gledamo in ni svet, ki ga vonjamo, ni svet, ki ga tipamo. Torej je svet, ki ga poslušamo. Ne? Boste rekli, ja, saj, pol pa je literatura, seveda tudi že z eno nogo v delu sveta, ki ga poslušamo. Seveda je. Kakor hitro mi poslušamo interpretacijo nekega literarnega dela, pa je to pesem, karkoli, roman, brano, recimo zvočno, prestopamo to mejo samega literarnega dela. Zdaj pa, jaz se spomnim v šoli, v osnovni šoli, pri urah slovenščine sta prihajala, po navadi tam enkrat, dvakrat na leto sta prihajala kakšna gledališka igralca k nam v razred in sta recitirala pesmi. Na pamet, mislim. Jasno, ti igralci to tudi znajo. Ampak jaz se spomnim, to se pa res spomnim, kako smo uživali, ko sem slišal sem spomnil od koga, kdo je prišel recitirati Povodnega moža pri Šernovi. Koliko je meni to zapela pesem v tistem valčku, ki je Prešern zapisal, od nekdaj li pesem, Ljubljanka, koliko me je to zapelo in koliko je to pravzaprav učiteljica nas na to pripravlja. Slovenščino je mene namreč učila žena od Toneta Partliča. In je bila zelo močna v teh literarnih zadevah in je znala v nas vzbuditi tisti žar, tisto željo po tej besedni umetnosti. Ne? In jaz se točno spomnim in se spomnim, kako suhoparno na drugi strani mi je bilo to videti napisano. Kako sem iskal tisti žar, tisto moč poslušanja te pesmi v tistem zapisu noter. In sem iskal, kje je napisano, kje so ti znaki napisani, kje je to, da je treba malo počakati, da je treba tu malo pohiteti. Ne vem, če ste kdaj imeli to učenje v
v šoli, da vas je učiteljica ali pa učitelj, da so vas popravljali. Ne tako hitro, brat, tu moraš počakati, tu moraš narediti malo bolj skrivnosten glas, tu moraš, ne? Ampak to je naenkrat pa zvočna umetnost, ne? Pa smo v literaturi, v osnovi smo v literaturi, upravljamo pa z zvočno umetnostjo, tako rekoč z glasbo, ne? Saj veste, glasba kot takšna, ne? Govorim zdaj tisoče in tisoče let nazaj, jasno, ne, lani pa prečerašnjem, pravzaprav izhaja iz pripovedne umetnosti, iz umetnosti pripovedovanja izhaja glasba. Zato sta dve zelo zanimivi teoriji ali pa izpeljavi. Ne? Eno je, da so ljudje uporabljali svoj glas, s katerim so seveda pričarali vse te nianse in posebnosti. Iz tega obdobja ali pa iz tega načina se je razvila pripoved, ki je blizu malo petju. Ne? In to najdete še vedno v gotovih ljudskih pripovedkah, ljudskih pesmih, kjer jih pripovedujejo, to so tiste pesme za 100 plus 1 kitico in še malo dalje, ne? Ki jih pripovedujejo na ta način, da jih malo pojejo, malo se jih prepeva zraven. To je ena zadeva, ta druga zadeva je pa, da so imeli ti pripovedovalci, ker nekoč so bili pač to namesto televizije, ne? So bili pač pripovedovalci, ker ni bilo elektrike, so pač, ne vem, funkcionirali na golaž, po mojem, ne? Če so dovolj golaž pojedli, so 3 ure lahko govorili, ne? Potem so pa spet rabili nekaj golaža. Ampak, skratka, nekaj so morali, ne? Od nekod so morali malo energije vzeti, so pa imeli neka glasbila s seboj. Bodi si, da so to bila tolkala, bodi si, da so to bila neka brenkala, skratka, da so sebe malo spremljali, pa da so hkrati med tem, ker so nehali po 3 urah, niso mogli 3 ure skupaj govoriti, ne, so pač si vzeli malo pavzo, pa so malo zabrenkali. Ne, in ob tem, teh glasbenih spremljavah je pravzaprav prišlo do tega, da je ta glasba, gotova glasba, en del neke pripovedi, neka druga glasba, drug del pripovedi in tako dalje in tako dalje. Gospa, kar zakašljate pošteno, sploh ni problem. In to je pravzaprav rodilo glasbo, ki postane del nekih pripovedi kot sama na sebi, ki ona ne predstavlja, recimo, simfonije številka 3 ali pa 8 ali pa kaj takšnega, ampak predstavlja del pripovedi. Del pripovedi o nastanku sveta, pa so s kamenčki tolkli, pa so, skratka, o zvoku govorim, ne o glasbi kot simfoniji, ampak o zvokih. Ne? In ta zvok kot del pripovedi je seveda še danes dosti kje prisoten. Ne vem, če ste kdaj poslušali ljudske pevce ali pa pripovedovalce, če ste imeli kdaj to možnost. Ste lahko srečali, da ti pevci ali pa pripovedovalci včasih ne samo da zapojejo, včasih imajo tudi kakšna glasbila zraven, si z nečim pomagajo. Mislim, in to je ta del zvočnega sporočila, ki je doma v pripovedi. In glasba, kakorkoli muzikologi tak radi seveda negirajo, ne? Glasba je tudi pripovedna umetnost. Glasba je pripovedna umetnost, ampak je napačno reči, o čem pa pripoveduje glasba, ne? Ker glasba sama ne pripoveduje, ne? Glasba sama nima pripovedi, ne? Ampak mi lahko pripovedujemo o tem, kam nas glasba popelje. Jaz se spomnim, nekaj let nazaj sem imel prav eno delavnico na ta način. Vsi poznamo ali pa vsi poznate tisto znamenito Smetanovo Vltavo, ne? Tisti potoček, ki rata potem veliki potok, pa rata potem širok potok, pa rata reka, pa se bolj izlive morje. Vsi to poznamo. In to so nas naučili, ko smo Dudo zúzdali, ne? Da je to pač Bedžek Smetana napisal, v spomin v ciklusu Moja domovina, v spomin na reko Vltavo, ne? Okay. Ampak to je zdaj v naših glavah nekako zapisano kot zgodba o tej Vltavi, zgodba, ki gre skozi tiste. Okay. Jaz sem naredil z eno delavnico, kjer smo tole Vltavo sicer poslušali, ne? Ampak sem rekel takole, zdaj pa odmislimo zgodbo, ki jo poznamo vsi. Odmislimo, ne? In dajmo svojo lastno zgodbo, dovoljmo si dati lastno zgodbo, pozabimo na Smetana, pozabimo na učiteljice in učitelje, ki so nas to učili, mame, ate, na vse pozabimo, dajmo svojo lastno zgodbo k glasbi, v glasbi noter, ki jo poslušamo. Pred sabo sem imel, ne spomnim se, recimo enih 40-50 učitelj sigurno.
Mi smo imeli na koncu, smo imeli tak kot tukaj, smo imeli 50 zgodb. Pa nobena ni bila vrtana. Resno. Od tega, da se nek metuljček pride na neko jaso zjutraj in preletava tiste cvetlice, do teh malih otrok, ki se kopicajo, resno, zgodb še in še. Kar pomeni, da je seveda zgodba Bedžriha Smetane in njegovega naslova samo ena od možnosti. Samo ena od možnosti zgodb, na katero se nasloni lahko glasbena pripoved. Ni pa edina. Kajti mi imamo lahko v sebi popolnoma avtonomno svoje slišanje te glasbe. In če imate doma kak posnetek, če lahko prijete do njega, kakorkoli se lahko si ga tudi najdete, poskusite danes, jutri, da boste imeli pač 15 minut časa, se usete pa rečete, zdaj pa bom jaz svojo zgodbo poskušal iz tega slišati. In boste naenkrat videli, da ko se otresete obremenitve enega, tiste vrtave kot takšne, naenkrat se vam porodi nova zgodba, pa rečete, o tem pa še nisem razmišljal. To je lahko tudi metuljček, ki leti od svetlice do svetlice, to je lahko tudi, ne vem, to in to, pomladen dež, to je lahko, ampak ugotovili boste pa na koncu, kar sem z tistimi učiteljicami tudi ugotovil, da pa imajo vse zgodbe kljub vsemu nekaj skupnih elementov. Torej, noben ni rekel, tu pa nek veliki medved koraka o polnoči skozi temen gozd. Zakaj pa ne? Zaradi tega, ker nas pa zvok vendar nekam pelje, nas nekam vodi. In to, ker nas zvok nekam vodi, je seveda tisto, kamor se mi prepustimo in rečemo, zdaj pa vklopim ali pa dovolim neki svoji fantaziji, da hodi skupaj z zvokom. In nam ta naša fantazija pravzaprav prišepetava ali pa dovoli neke stvari misliti. Ker mi se pravzaprav glasbi tako čisto nikoli ne prepustimo, pa da rečemo, meni je čisto eno, kaj tam je, jaz bom zdaj sam tu sedel pa poslušal. Ne. Vedno nam še nekaj zraven roji. Vedno nam nekaj roji zraven. Zdaj tisto, kaj roji, o tem se da posebej debatirati. Ok. Glede na to, da smo na minimalizmu, seveda, sem narobe stisnil, pardon, pravim, da tudi izrečena beseda ima v sebi nek primarni zvok. To sem že prej povedal. Ampak ima hkrati zvok, ima hkrati tudi nek ton, ki pa je temelj glasbe. Ton. Kakšna je razlika med zvokom in tonom? Ton je natančno, nekako čim bolj natančno definirana višina in barva, recimo. To je ton. Pri tonu govorimo, v glasbi govorimo o tonu. Medtem ko o zvokih govorimo pa o tistih stvarih, ki jih mi pač slišimo. Ampak moramo pa vedeti, da mi slišimo približno 20 Hz do 20 kg. Ampak toni ali pa zvoki obstajajo tudi izven našega slišnega praga. In mi tiste tone pač ne ujamemo z ušesom, ne smemo pa reči, da jih ne zaznavamo. Mi jih namreč čutimo. Naše telo čuti te tone. Lahko jih čuti. Spravi, čuti jih pa na nivoju pravzaprav čistega fizikalnega zakona valovanja. Mi čutimo energijo valovanja. Ne moremo reči zdaj, kako to čutimo, ali na ledvicah, jetrih, želodcu, vranici ali čemerkoli, ampak naše telo čuti valovanje. Lahko bi naredili par testov, pa bi, ne vem, preizkusili izpostavljanje, recimo, ne vem, zvokom nad našim zvočnim pragom, pa bi mi tu sedeli, pa bi rekel tako. Tu noter so zvoke nad vašim zvočnim pragom, poskusite se jim prepustiti. Zagotovo, če so visoki toni, ki jih več ne slišimo, bi začutili nelagodje. Tak bi vam malo nervozni bi ratali, malo bi rekli, presedati bi se začeli, kdaj bo že konc, neko nelagodje, neko zbeganost bi imeli. Če bi vam pa dali za poslušati zvoke, ki so nižji od našega praga, dolge frekvence, bi pa se počutili izjemno tak brez energije. Bi sam sedeli nekje, veseli, čakali,
In to je nekaj, kjer mi pravzaprav niti ne vemo, v kakšnem frekvenčnem okolju se nahajamo. Jaz sem prepričan, da ste že sami preizkusili, da se nekje v nekih okoljih dobro počutite, v nekaterih pa slabo. Nekatera okolja vas pomirjajo, nekatere vas pa razburjajo, vas pa delajo živčne. Pa to ni odvisno od ljudi tam, ki so z vami. Ampak ne počutite se dobro. Če bi tja prišli z aparaturami pa začeli meriti, bi zelo hitro ugotovili, da gre za frekvence. Da gre za frekvence, ki jih ne slišite. Ker so to lahko frekvence, ne vem, radijskih valov, so to lahko frekvence, ne vem, nekih drugih gibanj. Ker gibanje seveda povzroči neko frekvenco. Torej lahko nekaj, kar je neulovljivo v našim ušesom, je pa ulovljivo v našemu telesu. To spravi tudi, veste, neslišane zadeve, kar se zvoka tiče, imajo na nas pravzaprav nek učinek. Zdaj, to spada bolj v področje znanosti in fizike, ampak ni pa za zanemariti. Prvi predstavniki glasbenega minimalizma, če rečem, so bili, dobro, Lamont Young, to je bil en Američan, Terry Riley, Steve Reich, za njega ste mogoče že slišali, to je tak dosti razpit umetnik bil, ne? Steve Reich. Zagotovo ste slišali že za Philippa Glassa. Steve Reich in Philip Glass sta se začela zelo zgodaj ukvarjati tudi z filmom. John Adams, Brian Eno. Brian Eno je fenomenalen, ravno na področju simfoničnega minimalizma. Michael Nyman, to je ena majhna zgodba. Namreč, jaz sem imel nekaj let nazaj, sem imel intervju z njim, zato ker je prišel v Ljubljano, je imel koncert, ukvarja se tudi s filmsko glasbo, zato sem ga intervjuval, ampak pred koncertom, med koncertom, po koncertu ni imel časa, ker je tekel z aviona na avion in tak in mi je njegov agent dovolil, da sem ga poklical, ne? In sem ga poklical, ne vem, kje je bil, kje je bil, sem ga poklical in sem bila zmenjena za telefonski intervju, ne? In prvo, kar sem ga vprašal, kako se pravzaprav to res prebere, ne? Ali je to Nyman, ne? Ali Nyman, ne? In on je rekel, ja, da nisem sploh prvi, ki ga to sprašujem, ne? Je rekel, da on sam hoče slišati, da je Nyman, ne? Da ga pa berijo na cel kup načinov in je rekel, vi kar rečete, kakakoli hočete, ne? Tako da. No, ampak ja, Michael Nyman je bil, ali pa Nyman je eden od teh, Henrik Gorecki, Arvo Pärt, Hans Otte, ta je Avstric, ne, skratka, to so taki prvi predstavniki in zagotovo, mislim, če niste zelo veliki ljubitelji glasbene umetnosti 20. stoletja, teh imen zelo hitro niste zasledili, ker to ni Mozart, Beethoven, Schubert, Schumann pa Bach, ne. Ampak, če boste pa malo kje pobrskali okoli po sodobni glasbeni literaturi, boste pa zelo hitro naleteli na njih. Za njih je značilna neka statična, za te glasbo, za njihovo glasbo, neka statična harmonija, nespremenjeni puls oziroma ritem, neka nedefiniranost dinamike ali pa sprotna definiranost nove dinamike, drobni melodični elementi, repeticije, to spravi hitre ponavljanja, odsotnost nekih daljših melodičnih lokov, nekih melodij, ki bi se jih mi lahko žvižgali, ne? In poudarike na izvedbi in na avtorskem pristopu, predvsem pa želijo ti komponisti pritegniti poslušalca, da aktivno sodeluje pri tej glasbi in prepoznava, kot pravim na koncu, drobne spremembe. Drobne spremembe, ne? Vi slišite eno glasbo, pa slišite, da vsake toliko gor skočim v en ton više, ne? Enkrat slišite drobno spremembo, ne? Boste rekli, aha, minimalistično, zbral sem samo en ritem, dost hiter, zbral sem nek ton, nisem ampak nek tak meni blizu ton blizu mojega glasu in vsake toliko preskočim, zato da naredim recimo eno zanimivost, da poskušam v poslušalcu zbuditi neko zanimanje, ne? Ker če bi delal samo bi rekli, zato je pa stroj, ne? Ampak
ni daleč od tukaj do tako imenovane glasbe strojev. Ni daleč. Do tja bomo še prišli, ne? Glasbe strojev. No in minimalizem je seveda poskušal poslušalca predvsem ujeti v svojo mrežo, če tako, malo bolj avanturistično se izrazim, ne? Ujeti v svojo mrežo in ga dobiti pravzaprav na stran pozornosti. Ker če pa vi poslušate eno stvar, ki se stalno repetira, boste mene pa vse skupaj že imeli čez 2 minuti dovolj. Ravno zato pa vam poskušam neko pozornost zbuditi z nečim, ne? Zdaj, s čimerkoli. Ali je to sprememba tona, ali pa utihne. Naenkrat ste pozorni na nek element, ki ni tisti element, ki ste ga se skoraj da navadili. In to je ta minimalistični pristop, seveda obratno ali pa obrnjeno k poslušalcu. Zdaj nisem več jaz važen kot avtor, da jaz pokažem, kaj vse znam. Koliko harmonij znam, koliko kontrapunkta znam, kako znam orkestrirati. Zdaj ni več važen pianist ali pa ne vem kdorkoli, ki zna tiste pasaže odigrati tako, da se kadi. To zdaj ni več pomembno. Pomemben je poslušalec. Zdaj jaz lahko napišem koncert za klavir, pa uporabljam 2 prsta. Zmešljujem si, ne? Zdaj ne rabim biti absoluten dober pianist, da to izvede. Ampak moram pa biti dober avtor, komponist, ki pa med ta 2 tona naredim neko idejo. Zakaj? Zakaj pa ta 2 tona? Ta 2 tona morata imeti neko poanto, morata imeti nekaj v sebi. In to je tisto, kar sem, če se zdaj vrnem na sam začetek, kar sem rekel, zdaj pa je poudarek na ideji. Ne več na materialu, ker materiala je toliko, da tak ne vemo več kam z njim, da ga lahko mečemo skozi okno. Zdaj pa iščemo idejo. In ko imamo idejo, iščemo najmanjši material, ki tej ideji zadosti. Ki to idejo prezentira. Nič drugega. No, in minimalisti so tu bili nekako izjemni ravno v tem svojem premišljevanju. Temeljno vprašanje je namreč, kaj je najmanjši glasbeni element? Kaj je to? Kaj? S katerim je možno graditi? Kaj je to? Ali je to en ton? Je to en ten? Ali je to še krajši ton? Ali je to pauza, ki jo sploh ne moramo slišati? Kaj je to? Kaj je ta najmanjši element? In seveda, še danes ga išče, ni odgovora na to, kaj je najmanjši element. Sigurno obstajajo elementi, s katerimi se da graditi in obstajajo drobni elementi. Seveda je frekvenca, če tako rečem, je zvočno najmanjši element. Ampak seveda, kako dolga je ta frekvenca? Sekundo, 2, delček sekunde in tako dalje. Človek pa seveda, ker je tudi fizično bitje, ima svoje omejitve, kar pomeni, da frekvenco, ki je pod ali nad našim zvočnim pragom, ne slišimo, to je že ena omejitev, hkrati pa ton ali pa zvok, ki je krajši od nekega delčka sekunde, ne zaznamo, ker se ne sproži pravzaprav celoten proces slišanja. Mi šele za nekim delčkom sekunde mi zaznamo ton in rečemo, aha, to pa je ton. Sem ga slišal, sem slišal, da je naredilo pak, ker če bi naredilo krajši kot pak, ne bi ga ujeli, ne bi bili na njega pozorni. Psihoakustika je ena veda, ki se ukvarja z tem, kako mi na zvoke reagiramo. In psihoakustika je seveda postavila v 20. stoletju zelo dobre ideje o tem, zakaj in na kak način se mi odzivamo na tone, na zvoke. Boste rekli, to smo pa že na polju manipulacije, Ne, psihoakustiko ne zanima manipulacija. Psihoakustike zanima pravzaprav odzivanje. Zakaj se človek odzove in na kak način se odzove na gotovo frekvenco. In prav oni so ugotavljali, da en ton, če sem rekel prej, en tak klik, en tak pak, nam pomeni seveda en tak, samo eno frekvenčen sunek, nek tak. Če to ponavljamo v nekem zaporedju, smo mi sposobni dojeti to kot nek ritmični vzorec. Ok, koliko sem jih naredil? Koliko grad? 5, 3,
7, več kot 2, pa manj kot 15, ne vemo točno. Ko pa mi slišimo spremembo v tem pa lahko se premaknejo naše ušesa ali pa naše dojemanje v polje, recimo, sprememb. In če jaz naredim ste pa lahko slišali, da so bili 3. Zato, ker en bil takšen, 2 pa takšen. In ste lahko prepoznali razliko. In takrat, ko mi vidimo razliko, ker na belo podlago z belim napisati nekaj ne vidimo, ko pa mi prepoznamo razliko, pa lahko pravzaprav s to razliko nekaj počnemo. Ko se nam ti ritmično pojavljajo, mi zaznavamo vzorec, ki je lahko krajši ali pa daljši. Lahko zaznavamo, da se ritem dviguje ali pa pohiteva, ali pa upočasnjuje. Slišimo, to slišimo. Če so ti dovolj hitri, nam začnejo zveneti kot en sam ton. Čeprav so še vedno vmes, ampak mi jih bomo slišali kot ker nam uho reče, da več tistega vmes, ko ni nič, vmes pa ni nič, tisto vmes nič odmislimo. In ne slišimo več nič, nič, ampak slišimo samo vmes ne in zlepimo skupaj. To se da z mašinami lepo pokazati. In naenkrat rečete, aha, zdaj pa je samo še en ton. Ni. Samo tako hitra repeticija je tako hitra repeticija, da mi več te repeticije ne zaznamo. Ne zaznamo polja vmes. Zakaj govorim o tem tukaj? Zato, ker je še vedno en lahko najmanjši element. Ko vi slišite, predstavljamo si simfonični orkester. Predstavljamo si začetek Beethovenove 5. simfonije, iz znameniti ta-da-da-dam, ampak to so 4 toni, ta-ta-tam, ta-ta-tam, to so 4 toni. Predstavljamo si sam prvi ton, pev, ok. Rečemo, da je to najmanjši element, je to en ton, vam, ok. Zdaj se pa predstavljamo, da ta ton kot takšen ni en element, ampak je zgrajen iz 12 prvih violin, 12 drugih violin, toliko viol, toliko troben, toliko onega, mi pa slišimo vse skupaj samo kot blau. Kar pomeni, da ti drobni elementi od teh 80-70 glasbenikov, ki so tam, tvorijo še bolj drobne elemente svojega lastnega tona, ki postane en element v zgradbi enega celega akorda, če tako rečem. Zakaj sem vzel ta začetek 5. Beethovenove? Zato, ker cel orkester zaigra en ton, ne gre za harmonijo. Igrajo unisono, igrajo en ton. In vsi zazvenijo v enem tonu, v enem geju, tonu G zazvenijo. Ampak mi slišimo to gmoto celotnega orkestra kot en sam ton, kot eno barvo. Ne slišimo pa posameznih inštrumentov. Čeprav so minimalistično gledano, noter posamezni inštrumenti, pa ne prve violine, druge violine, viole, ampak 12 prvih violin, kar pomeni, če bi hoteli, bi morali slišati vseh 12 tonov, ki tvorijo en ton od violin, pa vseh 12 od drugih violin, je to 24 različnih tonov bi morali slišati. In to pa je tisto, ko pravim, minimalisti so pa začeli, potem tudi so rekli, ne, simfonični orkester. En inštrument, en sam inštrument, pa ne akord, en sam ton. So rekli, to je lahko nek osnovni gradnik, iz katerega je možno nekaj narediti. Povratek v dejansko v droben začetek. Steve Reich. Temu komadu je naslov Glasba za 18 glasbenikov. Izvedbo, ki bi vam jo rad predstavil, je bila posneta v Tokiu leta 2008. Tu gre dejansko 18 glasbenikov. Vsak od glasbenikov ima seveda neko svojo vlogo in nekaj izvaja.
To je posnetek partiture, nekaj vmes sem jo vzel, vse ni važno. Nekaj vmes sem jo vzel, zato da lahko prepoznavate zapis elementov minimalizma. Da prepoznavate zapis lahko. Če je to en inštrument, pa to drugi, pa tretji, pa tak dalje, ni zdaj važno toliko, vi lahko prepoznavate seveda strukturo, da se, če rečem, od tu do sem, pa do sem, pa do sem, pravzaprav, ponovno, se nič ne spremeni, to je vse isto, bi lahko rekli, današnji sodobni komponisti, bi se izrazili, da je to pač tale copy-paste, da sprej kopiram, pa ponovim, pa kopiram, pa ponovim, pa imam skladbo gotovo v nič časa, Ampak ni. Kot boste glasbo poslušali, ima drobne nijanse noter. Ima nijanse, na katere boste lahko pozorni. Skladba bo dosti hitro letela, tako bo šla. Imeli bomo občutek statičnosti, imeli bomo občutek, da se nič ne zgodi. Ni nobene melodije, ni nobene Mozartove teme, ni nobenega, veste, Wagnerjevega napeva, ničesar ni noter. Ampak se pa bo dogajalo v glasbi, neka glasba bo imela nek svoj motor, bo imela nekaj. In če pogledate, pravzaprav noben od inštrumentov, niti eden od inštrumentov, nima popolnoma iste oblike zapisa kot drugi. Tale prvi inštrument, vidite, ima tak zapis. Tale ima bolj gost zapis. Tale ima tu neke tone. Tale ima kontratone, pa vmes neke male pauze. Tale posnema tega, ampak obratno, zrcalno. Tale ima neke dolge tone, ko se nič ne zgodi, samo tam je. Tale vsake toliko nekaj zaigra, ampak vedno isto, vidite? To je isto kot to, 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 ta copy-paste sistem. Tale vleče tukaj neke zadeve, ta pa dela samo dve glasovih isto. Ampak vse skupaj ima neko strukturo. Vsi pa imajo svojo lastno strukturo, ki je zgrajena iz nekih njim lastnih tonov, ki so spet zgrajeni iz nekih... Poslušajmo. To je Steve Reich. To je čist klasičen koncert, bi lahko rekli, Evo, gremo še enkrat. Bodite pozorni.
tako skoraj eno urico, ne? To mi pa to zvok ne prija. Ok, jaz vam želim to pokazati ne zato, da bi vam kazal glasbo, ki prija, ne prija, ustreza ali ne ustreza, ampak vam hočem pokazati pravzaprav, kako se o glasbi tudi premišljuje, kako so jo premišljevali. In mogoče niso niti premišljevali, da bi naredili glasbo, ki bi komu prijala, ne? Naredili so pač iz nekega enega elementa neko glasbo, ki so jo zgradili, ne? Ki jo je pač gospod Steve Reich zgradil. Kaj smo lahko prepoznali? A ste prepoznali razliko? Koliko smo naenkrat ratali občutljivi skozi smo ratali občutljivi skozi male dinamične spremembe, ko je zavalovala glasba malo naprej v jakosti, malo nazaj, ne? In zdaj smo ratali naenkrat pozorni, ko so pa neki majhni melodični vložki prišli v ta puls noter, ne? Ampak vendar ne moramo reči zdaj, da smo imeli nek melodični element, ki bi se ga zdaj lahko zažvižgali, pa bi lahko rekli, to je bila pa ona glasba, je ni, ne? Lahko rečemo, to je bila pa ona glasba, ne? Ampak tudi, če rečemo, da je bila glasba, je imela svojo poanto, imela je to poanto, ne? Imela je to idejo. In jaz vam lahko povem, ne vem, koliko glasbenikov med vami, da je izjemno težko držati takšen ritem dolgo. To je noro. To je... Ja, ampak ima to poanto, ne? Ima to poanto, izvajati ga je blazno težko. Na stroji se ga da izvajati, ampak v živo, da glasbeniki, da vsi glasbeniki, 18 glasbenikov držijo ta puls in noben ne pade ven iz... Ja, zato je tudi, ampak gledajte, vse to ni izum, če bi rekli, Steva Reicha. En tak izum imate že v zgodovini glasbe, ne? V eni zelo znani skladbi, ko imate en bobnarjev ritem, ki ga mora držati tam 7-8 minut nespremenjenega tolčeta. Veste, za katero glasbo je? Ritem gre pa tak. Bravo, to je že ta minimalistični element, ne? Poleg tega, da je, čigav pa je? Ravel. Da je Maurice Ravel zgradil pravzaprav že v temelju minimalistično skladbo, zakaj? Ker je uporabil samo eno melodijo, ne? Ja, in stopnjuje in grejo skozi glasbila, gre tisto, bobnarja pa na koncu odpeljejo, ne? Ker on pa mora in to dela skozi in ne sme pas ven z ritma. In to je že minimalistično, recimo, nakazano, minimalistična gradnja, kompozicijska minimalistična gradnja. Če gremo še bolj nazaj, se ni problem, gremo lahko, ne vem, do renesansa, do baroka, če hočete, ne? Baročen kontrapunkt, pravi kontrapunktiki, ne? Ki so znali pisati dober kontrapunkt, ne? Bach in njemu podobni, so z najmanjših elementov, ne? Iz dvotaktnega motiva znali zgraditi celotno kompozicijo, ne? Pa so ta motiv obračali, dopolnili, naredili zrcalno rakovo imitacijo, ono, tretje, samo iz enega motiva. Kar pomeni, da imamo gradnjo z minimalnimi elementi že zelo staro. Če pogledate, jaz sem vam prej tu odbrnel 5. Beethovnovo simfonijo. Njegov začetek ima en sam ritmični vzorec. Tri kratki toni, en dolg. In če pogledate samo v ta prvi del do prve velike korone, se ponavlja samo en ritmični vzorec in padajoča terca. Z enega samega ritmičnega vzorca on gradi. Kar pomeni, da minimalizem gre samo po poti nazaj in pogleda, kaj so pravzaprav glasbeniki gradili.
kaj so jemali za neke elemente. Potem seveda v klasicizmu, romantiki in tako dalje, pa se to razplozne, zdaj pa imamo vse možnosti. Zdaj pa se gremo zmišljevati orkestre, pa melodije, pa ono, pa 25, pa da. Oni so rekli, gremo nazaj, gremo pogledati, kaj so znali v renesansi pa v baroku. Iz enega elementa so znali zgraditi, ne? In na to tudi tista baročna motorika. Ne? Bach, če sem omenil Bacha. Ne? Prvi preludij in fuga v C-duru iz dobro oglašenega klavirja, ne? Ki je postala pravzaprav spremljevalni element, na katerega je Charles Gounod napisal svojo melodijo Ave Marije gor, ne? Tisti pa je samo eno in isto ubiranje, ne? Samo isto ubiranje, samo harmonijo menjuje. Ritmično se nič ne spremeni, so samo te 16-tinke, ne? Sam teče. Mi že zraka zmanjka, ne? Ampak, kar pomeni v ritmiki se nič ne spremeni. Melodično se samo akord razloži, ampak vse skupaj je celi preludi, ne? To pomeni, da je njihovo razmišljanje, da sem vam Steva Reicha pokazal, razmišljanje o nečem, kar je že bilo. Samo to, kar je že bilo, so potegnili pravzaprav še enkrat iz naftalina in so rekli, zdaj se pa začnimo zares s tem ukvarjati. In poglejmo, kaj je možno. In resno, 54 minut, oni to izvajajo. Lahko gledamo. Mi smo si pogledali prvih 5 minut, 46, pa ste že rekli, jaz pa malo dovolj tega. Hočem vam pokazati, da je to glasba tudi za glasbenika ne glih preprosta. Ne? Čeprav je pianist delal, ste videli, pa probajte tako delati minuto, pa probajte 5 minut tako delati, pa probajte 15 minut tako delati. To je, veste, Dan danes je lahko, imate kompjuter, stisnete, pa kompjuter dela do 2 dni, če hočete, ne? Ampak gre za glasbenike, tu je glasba namenjena izvedbam v živo. Okay? No, me veseli, da vam je blizu. To je ta skladba. Vidite? To je ta skladba. To je odlomek iz te skladbe. Ok. Šlo dalje? Če bo šlo dalje? Bo šlo dalje. Darius Milhaud je skladatelj, ki se je ukvarjal z minimalizmom, ampak ga je odnesel idejo v simfonični orkester. In to je skladba, s katero sem zadnjič končal, oziroma slikcev, s katero sem zadnjič končal. Če se spomnite tisti, ki ste bili, je to bila slikca, ne? Darius Milhaud. Zdaj vam pa predtem kažem pravzaprav njegovo partituro, ne? Stvarjenje sveta je naslov skladbice, ne? Stvarjenje sveta. Če pogledate to partituro, vidite pravzaprav elemente, ki so zelo blizu minimalistični strukturi. Namreč klavir igra vedno ena in ista. Terca. Do 7. Violine druge, viole, tu imate saksofone, violončelo, kontrabase, vidite, da igrajo eno melodično figuro. Ti igrajo skozi. Dejansko se tole in tole in tole in tole se podvaja s tem, kar igra klavir. To je ena in ista. Ritem. Isti. Tonf, 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 tonf. Nič se ne spremeni. To je minimalistična struktura, kar pomeni inštrumentom določa eno obliko, ki jo potem repetirajo, ki jo potem ponavljajo. In vse skupaj tvori seveda neko idejo, ki jo je on naslovil, Darius Milhaud, jo je naslovil kot stvarjenje sveta, je pa skladba iz leta 32, iz leta 32 in je ne, iz leta 23 je, jaz sem tam se zatipkal. Slabo vidim, ampak mislim, da je 23.
Kar pomeni, da je to vsaj 30 let, 20-30 let prej, preden so glasbeniki v 50-ih kot takšni rekli, tako 3-4, zdaj pa bomo minimalizem recimo poimenovali ali pa v njegovem duhu začeli komponirati. No, posnetek je naredil Leonard Bernstein, pomeni, da gre za eno zelo zanimivo in dobro izvedbo. Sam na ta začetek bi vas opozoril, ker je res prav v minimalističnem duhu, no? Leonard Bernstein, veste, kdo je, ne? Ja, Stvarjenje sveta. Vidite, že malo manj glasbenikov, ampak že kar simfonična zasedba. Zadeva pa ne traja 54 minut, ampak sem 6 minut. Velik dirigent, ne? No, ta začetek sem vam kazal. Slišite, eno in isto. Di-da, skozi. Skozi iste udarce. Dum, dum, dum. Evo. Do, dam, di, da, di, da.
tle sprememba, ne. Ampak, če ste si zapomnili tisto osnovno temo, ne, tisto ste jo lahko čez celo skladbo pravzaprav spremljali. Potem ste slišali en delček flavte, ne, ki je zaigrala eno melodijo, pa jo kar nekajkrat ponovila, vedno isto. No, in to so pravzaprav zametki tega, kar se je v 50-ih pa 60-ih letih dejansko zgodilo kot struktura, kot minimalizem, kot glasbeni slog, kot strukturiran slog. Drug takšen človek, ki je pristopil k minimalizmu po drugi strani, je bil Janis Xenakis, ki je bil seveda, v osnovi je bil arhitekt, ne, in ga tudi imenujejo glasbeni arhitekt, ne, ker je svoje partituri izrisal, kot da bi bile stavbe, ne, kot da bi bile prostor. Ne. Ampak, če to pogledate, že samo po sliki, ne, zdaj ne pričakujem, da boste prav note znali pa žvižgati po njih, ne, ampak že po strukturi not vidite, da gre pravzaprav za ene in iste vzorce, če tako rečem, ne, glasbene notne vzorce. Ne. Že vidite, da gre za glasbo, ki ima neko konstantno statiko v sebi. Ne. In prva glasba, tista in to stvarjenje sveta, če ste poslušali, zelo natančno ste jo lahko ugotovili, da se pravzaprav nikamor ne premakne. Ne. Nič ni tega betonovskega, ni wagnerijanskega ali pa verdijanskega žara, ni melodičnih razponov, nikamor ne gre. Ne. Ostaja na nekem mestu in na tistem mestu nas drži. Ne. In gospa, vi ste rekli, ne, mi ni prijetno. Ne. Ni prijetno, ker je vedno isto. Ne. Vedno, kjerkoli jo začne poslušati, se nič ne zgodi. Ne. Tu, pa tam, pa tam. No, in to je ta statika, je seveda eden od elementov, za katerega so se zavzemali minimalisti. Ker so rekli, čas v glasbi je relativen. Čas v glasbi, nimate vi občutka, kako dolgo simfonija traja, ja traja do konca, ampak koliko je to, 3 minute, 5 minut, nimate občutka, ker traja. Čas je relativen, kar pomeni, če mi naredimo glasbo, ki je statična, ujamemo v njo seveda tudi čas. No in Janis Xenakis ima seveda pa glasbo, tole, ki jo je naredil po inspiraciji, ne, slike, kompozicija številka 7 od Vasilija Kandinskega. Ko ste rekli, ampak, če rečemo, da je zdaj minimalizem tam, pa neka takšna statičnost, ne, kaj pa ta slika, ne? Ta slika pa je vse kaj drugega kot statičnost, ne? Pa je dinamičnost. Ampak, na tej sliki mi ravno tako lahko zaznamo pravzaprav po eni strani kaotičnost, ne? Kaotičnost, po drugi strani pa lahko rečemo, da je v njej neka statičnost, ker nimamo občutka, da lahko sledimo katerikoli liniji ali pa gibanju, ampak sliko zajamemo v enem. In je čisto vseeno, ne? Ali opazujemo od tukaj sem, ali od spodaj gor, ali od zgorja dol, to ni portret, ni krajina, ni nič takšnega, kar bi nam vizualiziralo neko čist jasno podobo. Je abstraktno, ne? Je abstraktno. No, in Janis Xenakis je seveda s pomočjo svoje ideje in te slike naredil tole. To je pa za 109 glasbenikov z leta 77. Ne vem, zakaj so to sliko zraven dali, ne?
Nek temu je treba iti tej slike, ne? Ista slika pač po pomodu, zraven se je kaže. Čutite, da gre samo za premike, nekih ploskov, pa za več o manj neko časovno statičnost. Ritma ne moramo vloviti točnega, ne moramo definirati točno glasbila, ki so vse skupaj več o manj v enem zvoku ujeto. Samo premikamo se, malo više, malo niže. Ampak pogledajte, zdaj je učinek. Pogledajte, zdaj je učinek. Tam, kjer smo pravzaprav začeli. Poslušajte zdaj, ko imate to v ušesih, poslušajte to. Ta bistveno bolj milo zvočno bi lahko rekli. Pa že tu ste rekli, za nalašč sem šel od te do tiste, zato da pravzaprav vaša ušesa napnem. Ker to na koncu je seveda bilo ena popolnoma druga izkušnja za vas. In seveda Janez Xenakis je govoril o glasbi kot o izkušnji. Ne o koncertu, na katerem se imamo dobro, srečamo prijatelje, si oblečemo kravato. Ne. On je govoril o glasbi kot o neki določeni izkušnji. In če bi šli na koncert in poslušali Janeza Xenakisa eno dobro uro, bi to bila ena izjemna izkušnja. Bi prišli domov, kaj bi, bi se nekaj krepkega za pit vzeli, sigurno pa je na 2 dni vsaj Janeza Xenakisa ne bi poslušali. Sam bi pa dal to kakšno filmu, kjer nekaj čakaš, da ste v nekaj zgodili. Vse tiste violine ste slišali, so bile zelo podobne Bernardu Hermanu Hitchcocku iz Psiha, tisti. Tiste bilo zelo podobno. Vsi tiste slike in tudi zraven pasale, Vem, ampak jaz sem vam reš to pokazati, tisto so pač nalepili zraven, ker je pač neki taki horor. Čakaš, da se tam nekaj različi. Čakaš, da nekdo ven prije pošast, neka ven zgleda. Vidite, kako hitro dodajamo neke svoje zgodbe k temu lahko. Bravo, ja, saj. Tako deluje to, Vse, ko boste Vltavo poslušali, bo to tudi delovalo na isti način. No, ampak ta minimalizem, jaz sem vas predvsem hotel v ta svet minimalizma pripeljati, ki pravzaprav ponuja na eni strani eno izjemno izkušnjo, Če ste omenili film, bi vam pokazal pravzaprav odlomek iz enega
to znanega filma, ne? In to je film The Hours. Da vidim, The Hours. Kjer je glasbo napisal Philip Glass, ki sem ga prej omenjal, ne? Philip Glass, vidite? In začetek filma, opening sequence, to je začetna sekvenca, je točno, ali poznate film? Virginia Woolf, zgodba, ok. 3 velike igralke, ok. Ampak Philip Glass je za tale film v stilu minimalizma uporabil ravno, ok, to moramo pač požreti. Evo, da slišite, kako pa minimalizem deluje v filmu. Philip Glass, ki sem ga omenil kot enega od protagonistov. Ne, ni zmanjkalo to. Ona se gre utopiti, če se spomnite, ne? To je Virginia Woolf. Dearest, I feel certain that I'm going mad again. I feel we can't go through another of these terrible times, and I shan't recover this time. I begin to hear voices and can't concentrate. So I am doing what seems to be the best thing to do. Glasba. You have given me the greatest possible happiness. You have been in every way all that anyone could be. I know that I'm spoiling your life, and without me, you could work, and you will. I know. You see, I can't even write this properly. What I want to say is that I owe all the happiness of my life to you. You have been entirely patient with me. And incredibly good. Everything is gone from me, but the certainty of your goodness. I can't go on spoiling your life any longer. I don't think two people could have been happier than we have been. Virginia. No in zdaj to isto kot kompozicija, pa to je. Philip Glass. Ampak to je spet ta statika vode, njenega duševnega stanja, ne? To je minimalizem.
ga lahko rečete, slišimo vodo, slišimo to statiko stanja duševnega. Ona je bila, če se filma spomnite, je bila strašno utesnjena, ne? Se je počutila utesnjeno, ne more nikamor iti zaradi tega stanja svojega. Ampak ni melodij, ne? Ni. Ne? Okay. Jo, to je Filip Glass, ne? Do katerega smo seveda prišli. Ok, takole. Dovolite, da vas povabim na naše naslednje srečanje, ki bo spet v četrtek, 19. november, ob 18. Ne, kjer bomo prisluhnili kakšnemu naslednjemu izmu, kam nas bo od minimalizma zadeva dalje izpeljala. Jaz se vam za danes prav lepo zahvaljujem, želim vam en lep večer, pa da se novembra meseca vidimo. Hvala.